Pokal je arhiviran do 21. maja in po uvrstitvi v finale je zdaj vsa pozornost spet usmerjena k nadaljevanju prvenstvenega popotovanja. Prvi aprilski teden je imel delovni naslov iz Ljubljane odločno še v Kranj brez zanašanja na točkovno razliko. Zgodbe dvobojev s Triglavom so pogosto tesne, nepredvidljive in previdnost ni bila odveč. Čeprav bijejo trd boj za obstanek, so se domači nogometaši v sobotnem popodnevu osredotočili predvsem na branjenje. Ni manjkalo trenutkov, ko se je tudi po 21 udeležencev tekme hkrati znašlo na isti polovici igrišča. Na drugi strani je ostajal le Jasmin Handanović. Mariborska premoč je bila izrazita, proti obrambni postavitvi Triglava se je igralo dovolj hitro, natančno in konkretno. Prvi korak proti odpiranju kranjske verige sta naredila Mendy s preigravanjem po levi strani in s povratno podajo po tleh v sredino, ter Bohar, ki mu ni veliko manjkalo do uresničitve cilja. Vmes so gostitelji zapretili le enkrat, ko Majcen v kazenskem prostoru ni uspel priti do konkretnejšega zaključka. Preostalo dogajanje le še enosmerno, s popolno prevlado vodilne ekipe lige za povečanje prednosti pred zasledovalci. Ob potrpežljivem, a prepričljivem iskanju rešitev je Mendy še nameščal merilne naprave, najprej je zadev zunanji del mreže. Potem pa stopnjevanje pritiska in namen je bil dosežen, z vodstvom še pred odhodom na odmor. Učinkovito akcijo sta izpeljala Cvijanović z natančno podajo v kazenski prostor in Mendy s spretnim usmerjanjem žoge v mrežo mimo vratarja Curanovića, ki ni dobil primernega darila za rojstni dan. Mendy je zabil svoj prvenstveni gol številka 11. Do premika v slačilnico je še ostalo nekaj časa za možnost povišanja vodstva po podaji Rajčevića, tako prodor in udarec Boharja domači vratar je tokrat odpravil nevarnost. Podobna zgodba tudi v drugem polčasu, razmerje moči se ni spremenilo. Med novo akcijo so sodelovali Mendy, Mertel in Bohar, ki pa ni uspel pred golom spraviti žoge mimo Curanovića. Kranjska zgodba je dobila epilog med 60. in 61. minuto. Znova sta na desni strani kombinirala Mertel in Bohar, ob Boharjevem predložku pa je Diallo v kazenskem prostoru ustavil žogo z roko in sodnik Balažič je pokazal na belo točko. Vlogo izvajalca je prevzel Cvijanović in zanesljivo zadev za 0-2, kar je pomenilo, da se je v spomladanskem delu sezone že četrtič znašel med strelci. Gostitelji so dokončno ostali brez upanja v podvigu, zmaga pa brez dobljenega zadetka ni bila pod vprašajem. Večja je bila verjetnost, da bi se do konca tekme zatresla še kranjska mreža, ko sta Mendy in Zahović sodelovala v akciji, ki jo je zaključil Cvijanović, asistent pri prvem in strelec drugega gola ni uspel poskrbeti še za tretjo spremembo rezultata. Po prepričljivem pohodu do točk so se dobro znašli tudi najmlajši člani ekipe. Takoj po vstopu v igro je Moravac prišel do udarca proti vratom. Žoga je tekla, mi igram tako kot vedno, se ve, mora biti skozi napadalno, pač vedno hočemo zadeti. Ambicije o 0-3 so ostale prisotne vse do zaključnih trenutkov, ko je bil znova v prodoru uspešen Jean-Philippe Mendy. Hitro se je na pravem mestu odzval Luka Zahović in le centimetri so preprečili proslavo zadetka 18-letniku, ki je drugič v letošnjem prvenstvu dobil priložnost v začetni enajsterici. Treniram iz treninga v trening odlično, dajem se od sebe in se vsake minute, katero dobim. Odlično tekmo smo odigrali, dominirali vseh 90 minut in povsem zasluženo dobili to tekmo. 25. runda je kljub številnim odsotnostim v kadru zaradi poškodb, bolezni ali kartonov prinesla več razlogov za zadovoljstvo. Prednost na lestvici je narasla. Ekipa je poskrbela za najlepše vabilo na sobotni obračun z Gorico v Ljudskem vrtu
In ob zanesljivi predstavi so tudi tisti z najboljšim spominom težko ugotovili, kdaj so nazadnje tako mirno spremljali tekmo v Kranju proti že pregovorno žilavemu, nepredvidljivemu Triglavu. Maribor je, bom rekel, ekipa, katera dovoli ali pa ne dovoli nasprotnikov, da se razigra. Enostavno, mi smo danes pokazali eno zrelost, eno osredotočenost na to, kar nas čaka, osredotočenost na delo, ki ga opravljamo, in z tega stališča smo zadovoljni.